Benvenuti a Roma. Dobrodošli v San Marino. Dobrodošli v najmanjši državi na svetu. Dobrodošli v Toskani. Dobrodošli v glavnem mestu Toskane. Dobrodošli v Firencah. Tukaj je trenutno 55.000 stopinj. Ja, v dolgih hlačah sem, ker pač za modo vse. Potem se ko prasec, kot Milan Krek, ko teče ne Cooperja, ampak ko mora prehoditi 5 stopnic, ker je crknil lift. Ljudi je milijone, ne glede na vreme, pač nismo normalni. In samo čakam, kdaj me bo kap. Dobrodošli. Bella vita la nostra, fratello. La migliore. E possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Ta stavek ste vsi, ki zelo radi igrate videoigre, lahko slišali v zelo priljubljeni videoigri Assassin's Creed. In ravno zaradi te katedrale oziroma stolnice za mano številni oboževalci iz vsakega dela sveta prihajajo v Firence in se tukaj fotkajo in snemajo. To stavbo so gradili več kot 100 let in je vsekakor simbol Firenc. Pizdarija, lahko bi tudi v današnjih časih kaj gradili 100 let. Oziroma se imamo. In to je Dars, ki gradi naše ceste in avtoceste že več kot 100 let. Jaz vem, da sem nor, ampak da sem tako fukjen, da stojim tu v vrsti, zato da vidim en kip in zato da posnamem vlog, da boste vi zastonj gledali. Je tako fukjen, pa nisem vedel, da sem. Ne vem, če se vidi, kako se potim, ampak trenutno bi ga ubil. Ja, res bi ga ubil. To ni humano. Da bi se dali vrste v senco, da jim jebem mater italijansko. Fako sem živčen, ampak bom počakal v vrsti, ker trmast sem pa nerealno. To sem pa Bog pretiraval, ko me je ustvaril. Je vredno, da sem čakal skoraj 1 uro na žgočem soncu in riskiral, da dobim fucking sončarico? Ja, je vredno. Zakaj? Zato, ker je za mano eden najimenitnejših umetnin v celotni zgodovini in to je David. Seveda, naredil ga je pa tudi eden večjih svetovno znanih umetnikov vseh časov, Michelangelo. In Michelangelo je naredil 5 metrov visok kip, ki je v živo fucking amazing, glamurozen in res je bilo vredno stati na kurčevem soncu iz mramorja, ki so ga ostali umetniki zavrgli, češ da je neuporaben. Michelangelo je naredil umetnino. Prikazan pa je David, ki se je pripravljal na boj proti Goljatu. Se pravi, ta kip uprizarja dobro proti zlu. V današnjem času bi to bilo Izrael proti Palestini. Zgodovina se danes ponavlja. S tem, da obratno, danes je David Palestina in Goljat Izrael. In David je premagal dosti večjega Goljata samo z eno pračo, to je kot frača, daš notri kamen, zalučaš, zadev ga je direkt v čelo, Goljat je padel kot klada, mu David odrezal glavo in jo dvignil v zrak in pokazal, da je Gospod na njegovi strani in je tako premagal zlo. Dame in gospodje, David, in jaz bom dobil sončarico. Žile na roki, izklesal na kosu kamna. Tako detaljno, da zgleda pač, kot da je človek živ in so ga samo popleskali v belo barvo. Ogromno, res ogromno ljudi si pride ogledat Davidov penis. Zakaj je pa Davidov penis sploh tako majhen? Vedno, ko se govori o lulčku, vsi pravijo, da zakaj je tako majhen lulček, oziroma da ni proporcionalno primeren njegovemu nabitemu telesu. V tistih časih je veljalo to, da ljudje, ki so imeli mali penis, so veljali za inteligentne ljudi, kulturne, mirne. Barbari so pa imeli velike tiče. In zato ima David majhen lulek. Kaj, pička, ti imate najprej, pička je na mona, kaj, stari. Zato ima David majhen lulek. Dobrodošli v Toskani, za moje pojme, v najbolj fotogenični pokrajini tukaj v Italiji. Samo to, kar vidiš za mano, je 1%,
ampak ta razgled za mano je daleč najlepši razgled, kar sem ga videl v tem celotnem potovanju po Toskani, Rimu, San Marino, ni da ni. Tako da ne pričakovati, da bo zdaj v Rimu videl vse, kar se da posneti, ker morate vedeti, da sem snemal povprečno na 35 stopinjah v Rimu, mislim, da jih je bilo 40. Tako da Toskana je enostavno to, kar vidiš po internetu in to, kar vidiš na razglednicah, dejansko točno tako je tu. Ko ti omenim Toskano, je verjetno prva stvar, ki pomisliš, ciprese. To je zdaj že nek simbol, kar tudi predstavlja Toskano, ampak ciprese so včasih ljudje nasejevali, prav sem povedal, zaradi kar koristnih, bom rekel, nekih faktorjev. Dobre so za vetrobran, se pravi za zaščito pred vetrom, Toskana zna biti zelo vetrovna. Rastejo v tudi ekstremnih pogojih, kot je vročina in suša in mraz. Označevale so poti in večinoma so jih imeli bogatuni pač okoli hiš, da je to lepo izgledalo. In res lepo izgleda. Pomenijo pa tudi mir in, če se ne motim, kaj že? In žalovanje, zato pa so ciprese zelo pogoste na pokopališčih. Rimljani so gradili boljše ceste kot danes Dars. In vse veste, kako pravijo. Vse poti vodijo v Rim. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the army of the north, general of the Phoenix legions, a loyal servant to a true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son and husband to a murdered wife. And I will have my vengeance in this or in the next life. Nekako tako gre. Dobrodošli v Rimu, dobrodošli v prestolnici Evrope in v večnem mestu. Benvenuti a Roma. Zdaj se nahajam pred največjo atrakcijo tukaj v Rimu. Tukaj je milijardo ljudi. Kljub temu, da je 2000 stopinj, gremo za not v največjo ruljo, bi rekel, da dobiš občutek, koliko naroda je tu. To je neverjetno, to je insane, to ni zdravo, to je vulgarno in to je nehumano. Tako da pridi z mano zdaj skozi ta folk. Fak, ko je vroče, to je. Ni videti konca ljudi, poglejte glave, to smo vse mi, ki stopamo po tleh in umažemo ta svet, ki je že tako umazan. Vsi ljudje, ki na 40 stopinj vlačite psa, sploh starejšega, bi mogli v zapor. Idiot, babi, neumen. Bogi, pes, pička ti mater. Porca Maria Madonna, Fontana Trevi. Največja atrakcija tukaj v Rimu, kjer prihaja na milijone in milijone ljudi. Ta vodnjak na dan požre do 3000 evrov, denar naj bi šel v dobrodelne namene, kar jaz temu ne verjamem. Legenda govori, da je tukaj ena devica dala zapit rimskim vojakom in potem so na tem mestu zgradili vodnjak. Upam, da s to devico te rimski vojaki kaj drugega niso delali in vzeli samo zapit. In če že imaš možnost obiskati ta vodnjak, obstaja eno pravilo. Kovanec vržeš z desno roko skozi levo v ramo. You can go. Jebem te usta. Če vržeš samo enkrat, boš še enkrat prišel v Rim. Če vržeš dvakrat, boš v Rimu spoznal svojo ljubezen. Ej, Josefina, ti amo! In če vržeš tretjič, se boš ločil ali poročil. So pa kar stroga pravila. Takoj ta majster začne piskati, se pravi, ne smeš roke dati v vodo, ne smeš se usesti na zidek ob vodnjaku. Odmah pišče, ko kolina. Pravila so stroga. Nočem vedeti, kakšna je kazen, da bi bil tako pogumen in malo zaplaval. No, Martin Strel bi si vsekako rekel. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. E siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. In ko si v Rimu, se niti ne zavedaš in si že v drugi državi. A vstop v to državo ni najbolj glamurozen. Kaj ti pričakate von po amonjaku, von po urinu. Brezdomci so vse povsod, pomagajo jim nune, a nedaleč stran
pa lahko vidiš ves glamur tega sveta. Dobrodošli v epicentru Ne morem tako začeti. Dobrodošli v bazenu polnemu bogatstva in glamurja. Pa to tudi ni prav. Dobrodošli v najmanjši državi na svetu. Dobrodošli v Vatikanu. Velik je samo 44 hektarjev. BTC City je večji kot država. Dubai Mall je večji kot Vatikan. En Markovec je večji kot Vatikan. Se pravi, ena povprečna slovenska vas je večja od države. Vatikan ima okoli 1000 prebivalcev. Večinoma so to duhovniki, švicarska garda in ostali zaposleni v katoliški cerkvi. Seveda papež je gazda, bog in batina, Tito, papež je El Chapo. In še ena zanimivost je ta, da Vatikan spada v sam vrh po gostoti prebivalcev glede na velikost države. Kljukica, najmanjša država na svetu, je obiskana. Papeža varuje najstarejša vojska na svetu, to je švicarska garda. Žal jih trenutno danes tukaj ni, vidiš jih z vesolja, ker imajo tisto značilno uniformo, temu pravijo renesančna uniforma oziroma renesančne barve. Ta vojska je zelo zanimiva, ker ne more vsak postati del švicarske garde. Obvezno mora biti državljan Švice, star med 19 in 35 let, neporočen in visok vsaj 174 cm. Stroga pravila, seveda po veroizpovedi katolik. Lahko se poroči šele potem, ko je par let v švicarski gardi, pa tudi njegova žena mora izpolnjevati razne pogoje. Tako da kar stroga pravila in to so fantje, ki se pač odločijo za tak stil življenja, ki si želijo služiti papežu do svoje smrti. Plača je mala, 1500 evrov neto, v primerjavi s povprečno plačo v Švici je to nič. Ampak to ne delajo zaradi denarja, ampak zaradi zvestobe do papeža in to je pač življenje, ki se ga mlad fant izbere. Habemus Papam se iz najbolj znanega balkona na svetu za mano zasliši, ko svet dobi novega papeža. Trenutno se nahaja na trgu Svetega Petra, kjer na milijarde vernikov iz celotnega sveta pride in pričaka papeža, zmoli enega, Oče naš ali karkoli pač naredi. Čudna so pota Gospodova. In moja pota gredo naprej. In moja pota so me odpeljala daleč ven v pizdo mater stran od Rima. Jebem ti človeka, ki je dal Italijanu izpit. Jebem ti človeka, ki je dal Italijanu dovoljenje, da vozi motor. Motoristi preigravajo kot Ronaldinho. Prometni holesterol. Na vsake 100 metrov bremzaš. Ne poznajo pravil, ne poznajo ničesar. A njih boli kurac, ker si v Italiji. In se moraš prilagoditi. Da vam jebem. In dobrodošli nazaj v Toskani. Dobrodošli v Sieni. Toskana je fukjena, res je fukjena. Vsako mesto je srednjeveško in ta arhitektura. Imaš občutek, da si ti James Bond in snemaš film in samo čakaš, da te bojo nepridi pravi na motorjih začeli loviti po ozkih ulicah. Žal se tu ni snemal film o James Bondu, se pa za mano na trgu dogaja 2-krat na leto. In to so ene najstarejših konjskih dirk na svetu, ki že od 17. stoletja potekajo in je del tradicije tukaj v Sieni. In te konjske dirke so brutalne. In ko rečem brutalne, to ne napihujem, ampak to je res. Od leta 70 pa do danes so zabeležili 50 smrtnih izidov konj. Ogromno jezdecev se poškoduje, zlomi nogo, roko in tako naprej. Jezdeci jahajo brez sedel samo 90 sekund. In za teh 90 sekund ta trg spremenijo v neko rimsko areno, mivkajo vse posod, da imaš občutek, da si gladiator. 10 in na 10 tisoče ljudi, ljudje iz tujine pridejo to gledati. Ni pravil, lahko brcneš konja v rit, če pride konj brez jezdeca čez cilj, je ta jezdec zmagal. Konji padajo, konji se lomijo, lomijo se kosti, aktivisti se borijo, da se to prepove, ampak še vedno živi. Za samo 90 sekund, 2-krat na leto. Fukjeno. Zdaj se pa nahajam v Pienci. Vse je Pienca.
To je zopet eno srednjeveško mesto. Če imaš rad, tako kot jaz, da te že rahlo rajce, ta srednjevek in vse to, potem je to. Ta zadeva za mano je stara 500 let in več. Na to so zavezali svoje konje. Na to drugo stvar, ki ti jo zdaj kažem, je pa narejena prav tako za konje, ampak ta nosilec je pa za bakle. Ampak nisem v pijenci zaradi tega. Tukaj sem zaradi nečesa dosti bolj ikoničnega. No in zaradi scene za mano sem prišel v pijenco. A ti je znana ta kulisa za mano? Kaj bo, če ti to predvajam? Verjetno ti bo lažje prepoznati, zakaj se gre. Tako je, gre se za ikonično sceno iz Gladiator enke, kjer se Maximus Decimus Meridius, ježim se, ko to govorim, sprehaja in kulisa za mano je iz ikonične scene, kjer se Maximus Decimus Meridius tik pred smrtjo spominja svojega kraja, kjer so mu v tisti hiši tam nekje ubili ženo in otroka. In zaradi te scene mi, veliki oboževalci tega filma, prihajamo iz vseh kotičkov sveta, da tukaj posnamemo točno to sceno, ki ti jo pokažem še enkrat. Sam kam pa moraš laziti, da prideš do scene za Gladiator? Jaz sem moker kot Tina Gaber, ko vidi debel tošelj. Stari, to je brdo. Brdo. Stari, moker sem, to je tako brdo. Prisežem, jaz imam full kondicije. Sem pa že zadihan. Ne, to je noro, ampak vredno, seveda, vredno. Tudi kapi. La vita è cambiata, ma forse non siamo cambiati noi. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno. O forse siamo noi che ci fermiamo di meno a viverle davvero. Perché crescere è anche questo, rendersi conto che le stagioni passano e che se non scegli tu cosa farci, la vita lo farà al posto tuo. Allora fallo. Scegli di fare qualcosa che abbia un senso per te, anche piccolo, anche se non capito da tutti, ma che ti faccia sentire vivo. Perché il tempo vola, ma almeno vola con te dentro. San Marino, najstarejša republika na svetu in 5. najmanjša država na svetu. Dobrodošli v San Marino. San Marino je žepna državica in takih žepnih državic je v Evropi kar nekaj. In Slovenija mislim, da ne spada med žepne državice. No, ko sem omenil Slovenijo, v Slovenijo stoji 332 San Marinov, v Italijo pa kar 5000. Ima samo 33 000 prebivalcev. Na Thompsonu je bilo 500 000 ljudi, zato je potrebno 13 San Marinov. Noro, ne? Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. San Marino ima 33 000 prebivalcev, ampak je edina država na svetu, ki ima več avtomobilov kot prebivalcev. In ta podatek jih uvršča na prvo mesto po številu avtomobilov na prebivalca. Skoraj 2 avtomobila na prebivalca, kar se ne sliši ogromno, ampak za tako malo državo in toliko malo ljudi je ta podatek brutalen. San Marino velja za eno najbolj varnih držav v Evropi in ta podatek mislim, da res drži. Leta 2014 so imeli samo enega zapornika in samo zaradi enega zapornika se seveda zaporu ni splačalo, da laufa celotna kuhinja in zato so mu hrano vsak dan naročevali iz lokalne restauracije. Jap, tako majhen je San Marino. Poližem ti vagino. In pa pofukam Severino, tvojo mamo so fukali jaz in moj brat Tim, jo. Zato, ker San Marino nima mej, ne moreš dobiti štempla. Lahko ga pa dobiš tu, plačaš 5 evrov, valjda, in štempel, da si bil v San Marino, je tvoj. Tako se gre biznis, tako se gre turizem. Leva vlada Golobova, učite se, pa vsi tudi ostali Janšeki in tako naprej. Tako se dela keš. Glupost, ampak, glej, 5 evrov sem pa dal. Ko sem iskal, kje bom spal, sem želel, da je res tista prava Toskana, ne? Tako kot gledaš na razglednici in na Instagramu, pri raznih Instagramušah sem rekel, točno tu bi jaz rad spal.
pa se mi je posralo. Res sem najdel brutalno lepo posest. Jaz mislim, da lepšega razgleda iz posesti ni. Kar se vozim okoli, mislim, da je to daleč najlepši razgled z bazenom. Ne bom vam povedal imena, ker bom ljubosumen, če bo kdo od vas tukaj počitnikoval. Boljše ne moreš najti. No, razen če imaš denar. A preden zaključim ta vlog, naj ti zaupam še eno zelo zanimivo informacijo. Poglej ga, Gaj Julij Cezar. Po tem možu so dobile Alpe ime in tudi mesec v našem koledarju. In ravno zaradi Gaja Julija Cezarja so ustvarili naziv Cesar in umrjen je bil prav tukaj v Rimu. Bil je kar 23krat zaboden sa strani senatorjev, ki so imeli občutek, da postaja preveč diktatorski. Zabodel ga je tudi njegov posvojeni sin Brut. Tudi ti, Brut, prazni. Oh bella ciao, bella ciao,